Ne, idem nazaj. Še na moči. Ne, gremo pa še. Stare trenar zapad. Ja, jaz sem doma prišel. A veš? Imam Ja. Ok, to gre. To ni ju. La valuta perfetta nada mi targa adia rabbia na alpska provan riemna da tagda Levo. In dajmo od sebe vse, kar premoremo, svojo energijo, voljo. Ne pa okoljnega srca. Je treba širi in rotira, oscilira in vibrira, čisto nič primeru ni, je treba delati. Se vsak atom vrti, je treba. Se vsaka celica deli, je treba. Vsakdo si zapomni naj, je treba delati. Lepo pozdravljeni na današnji prireditvi. Mineva in prvih 2 medalj slovenskih športnikov. Tako še povečanski potrebno tako. Hvala lepa. Seveda vaši uspehi žal niso tako odzivni v javnosti. Televizija vaših tekem ne prenaša, ali pa redko, radio in tiskani mediji bolj občasno omenjajo vaše rezultate. To ni pošteno do vašega truda in do vašega dela. Šport invalidov enakovredno z ostalim športom vključujemo in obravnavamo v okviru pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov. Sem sodi tudi vključevanje gluhih športnikov za košarko in alpsko smučanje. To je zlata reprezentantka. No, omeniti moramo še, da je Sanja Kos osvojila tudi. Še Marino in Darko, še ena fotografija. Nemčiji, čestitke Anja. No, moji cilji so, da bi na svetovnem prvenstvu gluhih dosegla čim boljše rezultate, morda med prvimi 3, kaj pa veš. Jaz mislim, da sem letos zelo dobro pripravljena, saj smo imeli skoraj vsak drugi teden treninga v tujini in glede smučanja mislim, da sem v redu in kondicija tudi. Srka, vsi vedo, da mene luna trka, če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me prvi. Slovenska nosila dvakrat 3. mesto, in sicer v Sloveniji Prognete, metu Kopja.
Ja, tole danes mi zelo veliko pomeni, ker enostavno tega priznanja nisem pričakovala. Ne vem, to je neka potrditev za tisto moje trdo delo, čeprav mi ni v Londonu uspelo to, kaj sem si zadala. In potrditev v bistvu ena, da ne smem odnehati, da moram iti naprej. Ja, v bistvu najbolj sem ponosna bila nekako na ta moj svetovni rekord, za katerega sem trdo delala 9 let. So pa tukaj tudi seveda številne ostale medalje, kot so medalje svetovnih prvenstev in iz olimpijskih iger seveda. Srebrno medaljo in to z ekipnim uspehom, če lahko temu tako rečem. To današnje priznanje mi pomeni res veliko, kajti biti najboljši športnik invalid v Sloveniji, to uspe samo enemu športniku in letošnje leto je bilo prav posebno, kajti bile so paraolimpijske igre v Londonu, kjer mi je uspelo osvojiti srebrno medaljo v streljanju v zračno puško. Imam mednarodni status športnika, kar pomeni, da s to osvojeno paraolimpijsko medaljo sem sedaj osvojil svetovni razred športnika, kar pomeni najvišji rangiran razred oziroma status, ki ga lahko osvoji športnik. Ta razred dobijo samo dobitniki medalj na olimpijskih, paraolimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Od države pa sem tudi dobil nagrado za paraolimpijsko medaljo, kar pomeni, da sem dobil 15 000 evrov. Seveda pa nisem dobil nobene nagrade od Olimpijskega komiteja, kajti država je izenačila pogoje za športnike invalide in neinvalide, vendar ostajajo še vedno razlike, kar se tiče financiranja in nagrad od Olimpijskega komiteja in Paraolimpijskega komiteja. Najboljša ženska ekipa za leto 2012 je ekipa v kegljanju za slepe in slabovidne. Toliko, no na letošnjem prvenstvu pa sta bila Sašo Lukić in kot krilni igralec. Gluhe športne ekipe so zelo uspešne na vseh področjih različnih športih. In nikoli do sedaj, kakor jaz poznam šport gluhih, niso za svoje dosežke dobili nič. Jaz ne vem, zakaj država in zakaj mogoče tudi Olimpijski komitej invalidov delajo tako razliko. Zakaj zmeraj, ko politiki in visoki državniki obljubljajo, kako bojo pomagali invalidom, izpuščajo gluhe? Zakaj se zmeraj govori, da se bo Paraolimpijski komitej pridružil slišečim Olimpijskemu komiteju in da bojo izenačili invalide, športnike in slišeče športnike? Noben nikoli ne reče, da bojo izenačili tudi gluhe športnike. Gluhi športniki so nekje v sredini, med slišečimi in invalidnimi. Tavajo v eni temi, noben jih ne vzame za sebe. Ne invalidni Paraolimpijski komitej, ne komitej slišečih, Olimpijski komitej slišečih. Jaz mislim, da... Nova naj pride tudi direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Tudi se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki so kakorkoli pripomogli našim uspehom v letošnjem letu. Seveda
če kdo ceni rezultat, ki ga dosegajo gluhi športniki, sem to jaz. In to sem tudi danes v govoru omenil. Bili so gluhi prvi, ki so se pojavili v športu. To sem tudi danes povedal, leta 1924. Seveda, sam to še ne pomeni, to še ni dost. Treba je priti k nekim konkretnim zadevam. In jaz mislim, pričakujem, da se bo ministrstvo, v tem primeru direktorat za šport, zganil tudi na tem področju, kajti tudi drugi invalidi imamo tovrstne probleme, težave. Tudi sicer za nobenega ni urejeno, ko smo mi predlagali določene spremembe v pravilniku o športu na Ministrstvu za izobraževanje in šolstvo in šport, smo prav tako omenili gluhe. To vam lahko nekako pokažemo, povemo, seveda pač adekvatnih rezultatov ni. Mala težava ali pa mogoče je tudi v tem, da je premalo sodelovanje Športna zveza gluhih in našim paraolimpijskim komitejem. Moram reči, da v zadnjem času se to izboljšuje, prav po zaslugi vašega predstavnika, podpredsednika Toneta Petriča. Jaz sem danes povedal, da je slovenska javnost bila obveščena dobro letos, ali pa vsaj približno dobro, o rezultatih na paraolimpijskih igrah in da imamo naklonjenost širše javnosti, Slovenk in Slovencev, in da to moramo v tem smislu izkoristiti, da naj bi potegnilo za sabo vse športe. Jaz ne želim, da se delimo paraolimpijci, olimpijske igre gluhih, ampak v čim večji meri sodelovati skupaj. To je pa tudi od nas veliko odvisno. Če bomo mi naredili malo boljše, večji korak, je to možno pričakovati tudi od slovenske države. Jaz sem danes ministru povedal tukaj, da invalidi, športniki, predvsem to velja za te invalide telesne, ki so na vozičku, amputirance, nimajo nekih zdravstvenih težav. To so zdravi, študirajo, hodijo v službo, če se ukvarjajo s rekreacijo in športom. In on je bil dobesedno šokiran nad določenimi stvari, ki jih je danes prvič slišal. In jaz sem mu povedal, ampak v tak neformalnem pogovoru, da bomo prišli k njemu, če nas bo čez vrata ven vrgel, bomo prišli čez okno nazaj. This has made London 2012 the greatest Paralympic Games ever.